Lep pozdrav, moje ime je Matjaž, star sem 29 let, po izobrazbi gostinski tehnik, delam v vinogradništvu oziroma delam z vinogradništvom, pridelujem grozdje pridelujem vino, imamo lastno blagovno znamko Vina Fresher, letno pridelamo okrog 35 000 litrov vina, od tega je dobrih 80% trenutno belega, 20% rdečega. V bistvu podjetje je družinsko, moji starši se ukvarjajo s pridelavo mleka, obdelujejo 100 hektarov zemljišč na obronkih Pohorja pa v dolini Slovenska Bistrica. Ta sekundarni del je pa v bistvu bil skozi kot hobi in potem se je leta 2007 razvil v dejavnost. Specializacija pa tudi razširitev posesti oziroma razširitev vinogradov, investicija v nov vinsko klet, potem ustvarjanje ali pa takrat se je tudi ustvarila lastna blagovna znamka Fresher in pol smo nadaljevali do te meje, ko smo zdaj, da smo ekološki, da smo dobili nagrado Mladi inventivni kmet leta 2015 in vse ostalo pač, kar sledi zraven. Drugače pa mislim, da se moramo zavedati, da imamo neokrnjeno naravo, da imamo zelo dobre možnosti pridelovati zdravo hrano, ker imamo zelo dobre vodne vire. Ampak trenutno se pač slovenska politika tega ne zaveda. In vsaka stvar, kaj je v prid kmeta, v bistvu gre v prid neke politike, ne pa v prid kmetovanja. To se tudi zdaj dogaja z to politiko, razširitve nekih kmetij specializiranih, pri pomoči nekih stvari je vedno težko biti zraven, ker smo pač kmetje outsiderji. Prvo je bolj pomembno, da se njive, katere so pomembne za pridelavo, so boljše za nepremičnino, kot pa za pridelavo. Namesto da bi se mesta širila na obromke, se širijo v najboljše rodovitne površine. Status kmeta v Sloveniji je problematičen zaradi tega, ker ga potrošnik jemlje kot nekega izkoriščevalca nekih dobrin. In se v bistvu potrošnik ne zaveda, da je kmet tisti, kateri ustvarja zdravje potrošnika. Da če ne bo kmeta, tudi zdravja ne bo. In v Sloveniji imamo še vedno ta socialističen pridih, da pač kmet naj ostane kmet, po narekovajih butec. Mi, ko pa delamo, smo pa malo več. In potrošniki ne znajo ceniti dovolj lastne pridelave hrane, kar pa mislim, da bo v prihodnosti vedno bolj pomembno. Če bomo hoteli biti zdravo, bomo mogli jesti domače, lokalno, ker bomo vedeli, od kod stvar prihaja, imeli bomo medsebojno zaupanje. In tisti, ki bo proizvajal, bo hotel imeti končnega kupca in v bistvu bo vmes se postavila neka skupna veriga med ponudnikom pa med kupcem.